Če z eno besedo opišem, kaj je najbolj značilno za ta mali SUV, je to prilagodljivost. To je klasičen samopolnilni hibrid, ki svojo baterijo polni med vožnjo. Torej, to ni priključni hibrid in ni potrebno vanj vklapljati kabla. In ni blagi hibrid, saj ima precej večjo baterijo. In ta baterija mi je pomagala, da sem dosegla na testu povprečno porabo po 6 litrov na 100 km. Ampak naj vas spomnim, da smo Honda Civic z enako porabo vozili bolj dinamično. Okej, je bil ta avto na avtocesti, na regionalki, najbolj pa se je izkazal v mestu. Meni pa je bil najbolj všeč zaradi svoje preprostosti. In po čem je ta avto poseben? Navzunaj je majhen, navznotraj pa je zelo prostoren. V rokavu pa ima še en čarovniški trik. In ta trik so Hondini magični sedeži. Najprej čisto preprosto lahko dvignemo sedalni del. Takole v razmerju 40-60. Fiksiramo ga z ročko, ko je dol, je sedaj to vse fiksirano. Imam skriti pripomoček, da premerimo, koliko imamo prostora. Takole je 120 cm. Poglejmo še širino. Ta pa znaša približno 73 cm. No, ta roža ni med večjimi, ampak kot vidite, bi lahko šla notri še veliko večja roža. Kljub temu imamo še vedno prost prtljažnik in prostora za 3 osebe. Kaj bi lahko še sam notri dali? Recimo delovno kozo. No, na Hondinem forumu smo brali tudi, da spravimo notri lahko 2 gorski kolesi, vendar za to potrebujemo drugo postavitev. Za prevoz res dolgih predmetov pa zložite tale sprednji sedež, ga seveda zaščitite in lahko vozite 2,4 metre dolge predmete. Ko pa smo že pri magičnem, danes nimamo magične sove Harryja Potterja, imamo pa magično Lexi. No in Lexi nam bo danes pokazala še eno praktično lastnost teh sedežev. Lexi, pridi, hop! Opa, punca. In tako se lahko skupaj s kužkom družimo, da nas imeva odzadaj v samo prtljažniku.